Pravijo, da je živeti življenje že samo po sebi največje darilo, ki ga lahko dobimo. Živa kulturna dediščina Prekmurja, ki je v veliki meri posledica verskega pluralizma, pa je prav tako nekakšno darilo. Odprimo ga in odkrijmo sadove tistega, kar je skozi stoletja v naš prostor prinesla vera. Veliko ali pa večina krščanskih praznikov danes poznanih so bili v preteklosti imeli predkrščanski pomen in tudi v sami šegi posamezni ima še vedno ta skrit predkrščanski namen. Namreč moramo vedeti, da veliko teh praznikov, predkrščanskega pomena, simbola, je Cerkev s svojimi prazniki prekrila. V Prekmurju prav zaradi homogenosti evangeličanska verska skupnost ne praznuje toliko svetkov oziroma praznikov, ki so vezani na godovne zavetnike. Katoliški verniki so upoštevali te godovne zavetnike, so se tudi po njih ravnali, predvsem kar se je tikalo vremena oziroma sejanja, setve, saditve, potem košnje. Tu se je katoliški človek, podeželski, v Prekmurju ravnal po godovnih zavetnikih. In tudi ne morem reči, da evangeličanski vernik ni poznal teh zavetnikov, poznal jih je, ni se pa zagotovo držal vseh teh, bi rekla, vremenskih svetnikov. In če sem prej omenjala in tudi poudarjam, da veliko teh cerkvenih praznikov ima predkrščanski simbolni pomen, se to kaže recimo tudi v posameznih obredjih tu v Prekmurju. Recimo, če govorimo o smrti, o pogrebnem obredju, o pogrebnih šegah, tu tako evangeličanski vernik kot katoliški vernik, predvsem v vaseh, ki so bile večverske, dvoverske, teh razlik ni bilo. Potem imamo šege vezane na praznično leto podeželskega človeka in eno izmed takih šega, ki danes tudi ni več samo šega, ampak tudi prireditev, je borovo gostovanje. Gre za to, da če se v vasi v predpustnem času nihče od ugodnih zamožitev ni poročil ali poroko, so morali v sramoto, ker se v vasi nihče ni poročil, so morali vleči ploh. To je znana šega v širšem območju in če zaključim, bi rekla, da vsekakor, ko govorimo o tej verski raznolikosti, ne smemo zanemariti dejstva, da je predvsem bilo odvisno od karakterja človeka, konec koncev seveda tudi od vzgoje, ampak predvsem od karakterja človeka, kako je odreagiral v tej različni verski pluralnosti v Prekmurju. Nahajamo se tukaj v Motvarjevcih, kjer stoji edina reformirana cerkev v Sloveniji. Zanjo je značilna predvsem preprostost in sedaj bomo to preprostost spoznali tudi pobliže. A református egyházban 2 sákramentum van, a keresztelés és az úrvacsora. Ebben különbözünk a római katolikusoktól, ahol 7 sákramentumot ünnepelnek. Az úrvacsorát ezt az úrasztaláról szoktuk kiosztani, úgyhogy ami itt előttem van, ez egy úrasztalának nevezett liturgiai tárgy a templomunkban, nem oltárnak nevezzük. És az úrasztalát, amikor megterítjük, akkor mindig borral és kenyérrel terítjük meg, tehát az úrvacsorának a 2 szimbóluma, a bor és a kenyér, az mindig megjelenik. Hagyományosan a reformátusok egy kehelyből vették az úrvacsorát. Ez az egykelyhezés nagyon sokáig tartott, és nagyon sok gyülekezetben a mai napig egy kehelyből veszi az egész gyülekezet a bort. Mi itt Szent Lászlón egy kicsit újítottunk, és ilyen úgymond kiskelyhezéssel mindenki egy külön kis kehelybe kapja meg a bort. Ugyanis amikor az úrvacsorát mi ünnepeljük, ugyanúgy elmondjuk a szereztetéségét, mint más egyházakban, ugye, ami úgy kezdődik, hogy azon az éjszakán, amelyen az Úr elárultatott, vette a kenyeret,
és hálát adva megtörte. Tehát amikor elmondjuk a szereztetési igét, akkor a gyülekezet egyesével kijön az úrasztalához, és először veszi a kenyeret, amit ugye a lelkész palástban megtör, és a gyülekezet ti tagoknak adja, majd miután a kenyeret vették, utána veszik a poharat is, és bort is isznak, tehát a református egyházon belül ez a 2 szín alatti úrvacsorázás, ez hagyományos, és amióta az egyházunk itt ezen a területen létezik, azóta így élünk vele, és így fogunk élni vele az eljövendőben is, hiszen a Szentírás alapján, hogy az előbb is ezt mondtam, mi így értettük meg ezt legtisztábbnak. V prekmurskem prostoru že kar nekaj časa delujejo tudi Jehove priče. V njihovi skupnosti so prepričani, da so najboljše življenjske odločitve tiste, ki temeljijo na svetopisemskih načelih. Jehove priče sledimo vzorcu prvih kristjanov iz 1. stoletja, ki je zapisan v Svetem pismu, in potem vzorcu so organizirani shodi, naši sestanki, ki potekajo 2-krat tedensko, torej shod med tednom in ob koncu tedna. Niso to sicer neki posebni verski obredi, začnejo se s pesmijo pa molitvijo, ampak poudarek je bolj na praktično vrednost Svetega pisma. Torej en praktičen pouk, ki ga vsak posameznik lahko dobi iz Svetega pisma. So pa tudi ti shodi odprti za javnost, torej vsak, ki hoče, lahko pride in pogleda, kaj se tu dogaja, ni nobenih nabirk denarja ali kaj podobnega. Trudimo se ljudi obiskovati na njihovih domovih, zato ker se radi pogovarjamo na podlagi Svetega pisma. Vemo pa tudi, da Sveto pismo vsebuje zelo lepo sporočilo za vsakega človeka. Govori o tem, da Bog ima en ljubeč namen s človeštvom, pravzaprav pojasni tudi vzrok današnjih problemov, govori pa tudi o rešitvi teh problemov, ki so danes. In to hočemo prenesti drugim ljudem. To zelo radi delamo, vsak prostovoljno, po svojih najboljših močeh. Ni neke določene kvote ali dnevov, ki bi bili namenjeni temu, vsak pač po svojih zmožnostih to delo opravlja. Vsi obredi v katoliški cerkvi so odsev Kristusove prisotnosti, nevidne, vendar resnične v cerkvi in seveda par excellence oziroma še posebej odlični so obhajanje naših zakramentov, torej krst, birma, sveta Euharistija, sveta spoved, potem bolniško maziljenje, sveti zakon in pa sveti zakrament. Ampak srčika, če zopet vzamemo jedro, kaj je jedro vseh teh zakramentov, je pogostovo Euharistija. Namreč vsi kristjani, vse nam je skupen krst, tako katoličanom, evangeličanom, potem kalvincem, torej binkoštnim bratom, adventistom in pravoslavnim in tako naprej. In ta krst je veljaven, če nekdo recimo prestopi v drugo veroizpoved, mu ni treba novega krsta, zato ker pogoj, da nekdo postane kristjan, je, da je krščen v imenu Svete Trojice. Torej v imenu Boga Očeta, Sina in Svetega Duha in pa seveda z naravno vodo. In zato tudi katoliška cerkev se ozira na krst in sicer kot na Božje posinovljanje, kajti v krstu postanemo Božji otroci, zadobimo v sebi kali večnosti, ki se potem tekom življenja, predvsem v izpovedovanju in pa izprečevanju svoje vere, tudi te kali razvijajo oziroma krepijo in tej rasti mi rečemo tudi rasti v svetosti. Da bi lahko bili močni tudi na poti vere, rabimo Euharistijo in Kristus nas je prav povabil, naj to obhajamo v njegov spomin.
najpomembnejša obreda v evangeličanski cerkvi sta krst. Torej, ko krstimo otroka oziroma odraslega, ko krstimo otroka, imamo še zraven starše in pa botre, ki se zavežejo, da bodo tega otroka vzgajali v krščanskem duhu, se pravi po svetopisemskem nauku in po učenju evangeličanske cerkve. Ko pa krstimo odraslega, to obljubo izpove sam odrasli. Temu krstu potem sledi konfirmacija, torej ko krstimo otroke, sledi konfirmacija. Pri konfirmaciji, to je svečana božja služba, pa potem otroci sami izpovejo tisto obljubo, ki so jo pri njihovem krstu namesto njih povedali starši in botri, namreč da si tudi sami želijo biti člani evangeličanske cerkve. In ta konfirmacija poteka pri oltarju in tukaj po konfirmacijskem obredu, posvečani za obljubi, otroci tudi prvič sprejemajo sveto večerjo v obeh podobah, se pravi vsak dobi hostijo in pa tudi požirek vina. To je torej sveti krst kot prvi sakrament. Drugi je, kot smo zdaj ravno omenili, sveta večerja. Sveta večerja sledi naši spovedi, torej ko izpovemo in obžalujemo naše grehe in postopke in obljubimo, da si bomo na podlagi nauka svetega pisma prizadevali pobožno živeti in po tej zaobljubi potem uživamo sveto večerjo v obeh podobah. Vsak vernik dobi hostijo in pa potem požirek vina iz keliha. Potem sledi še obred poroke, tudi poroka se odvija tukaj pred oltarjem in poroka v bistvu pri nas ni sakrament kot v katoliški cerkvi. V evangeličanski cerkvi imamo torej dva sakramenta, krst in pa sveto večerjo. In poroka sama pa je cerkveni obred, kjer mladoporočenca sprejmeta potem božji blagoslov za svoje skupno zakonsko življenje. Glavna obreda pri nas sta dva in to je krst v vodi in tako imenovana Gospodova večerja ali bolj znana Evharistija. Kar se tiče krsta v vodi, lahko rečem, da pri nas prakticiramo tako imenovani biblijski krst v vodi. In to je, ko se odrasla oseba odloči za osebno vero v Jezusa Kristusa, takrat se tudi odloči za krst v vodi. Krst v vodi nekako predstavlja javno priznanje in hkrati neko zavezo, da sedaj pripadam Bogu in sedaj sem nov človek, drugačen sem. Minilo je staro življenje in vstajam k novemu življenju z Bogom. Gospodova večerja pa je nekaj, kar nam Sveto pismo in sam Gospod Jezus naroča, naj ob tem se spomnimo njegove smrti in njegovega vstojenja. To, kar je on naredil za nas, da bi nas odrešil. In to pri nas v skupnosti prakticiramo enkrat mesečno. In to je preprost čas molitve in slavljenja Boga, ko vsak izmed vernikov, tisti, ki so se odločili za Jezusa in sledijo njemu, vzame košček kruha in nekaj vina, to poje oziroma spije in s tem pravi: ja, Jezus, hvala ti, da si dal svoje telo in prelil svojo kri za mene. In če parafraziram za konec, torej izjavo ene izmed katoliških vernic, ki tako pravi: kdor prosi, dobi. To pomeni, kdor moli, ne glede na vero, tisti bo dobil. Ali pa, če klonkaš, se te opre. Ne glede na to, kdo je pred vrati, kateri vernik in kdo je za vratmi. Lahko je evangeličan, lahko je katoličan, lahko je človek druge veroizpovedi, lahko bo odprl, lahko pa ne bo odprl.
prazniki, šege, navade, običaji in še kaj. Vse to je del skupnosti, ki je ostal. Skozi leta in leta je nekaj, kar mora človek živeti, da lahko resnično začuti. Ohranimo ta dragocen čut tudi za generacije, ki prihajajo. To si zaslužijo.